The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Čeprav si se kar zboljšal. Letos ti kar gre. Gre ti glede snemanja podcastov, te pritiski na gumbe, to ti gre. No, drugo ti ne gre. Vsaj nekaj mi je v letošnjem letu šlo. Sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski človek, danes je z mano spet Petra. Sporočam vam, da se snemajo tudi že podcasti, ki se bojo vrteli v času, ka mene nov, zdaj je menov en teden, a me 14 dni nov, ali koliko časa menov. Skratka, bo s tema serijom od Uno X sem že posnel, pa še par gostov vam že napovedanih, ko te pa pol videli, tako da uncajt, kaj jaz pa Petra nova snemala, boste isto še zmer lahko gledali ta kolesarski človek. Tako da, evo, gospod je prišel poračunat, tako da sladke stvari se meni v ponedeljek dogajajo. Zato pa je prekinil podcast. Tako da danes mava bolj za nazaj bova pogledala par stvari, kaj nam je v letošnjem letu najbolj ostalo v spominu, predvsem kaj so se naučila, par nasvetov bova dala. Pol so dobila še vprašanja od vas, pa ene par terk je bilo v Sloveniji, mislim v Sloveniji v ciklokrosu, pa zdaj bilo tam pri Stoscah, pa še za svetovni pokal, kar se nič kaj posebenega ni dogajalo. Predvsem ste se imeli pa vi pestro na zadnji rundi. Izletu. Izletu. Ja. Tisti, ki ste gledali ta zadnji vlog, ki sem ga dal ven, sem zgledal vse čisto točno povedal, tako kaj je. Ljudje so že čisto teli, kle so že čisto prehudi, tako da še zdaj v drugo pa v tretjo skupino in sem tam vozil lepo kot penzioner in mi bo čisto super, tako da une spredi bomo pustil, da naj se razturavajo med sabo. A ne, Petra? Ja, da sem te jaz nadomestila, sem bila jaz porinjena v to hitro skupino, oziroma hitro. Mislili smo, da bomo imeli 3 enakovredne skupine, pa nekako to ne gre, tako da za drugič bom tem ta hitrim potalala GPX, sem rekla, pa naj pa se pelajo kukrčjo, ker to je čist pač tako. Ne, veš kaj, ti moraš tako razumeti, ne? Oni so se pelali čisto normalno. Ne, niso se pelali normalno. Da pač je to zate prehitren. Ne, niso se pelali normalno, pa se tudi jaz moram reči, da sem se kar trudila in niti nisem pol toliko niti prekoračila nekih svojih teh limitov poravnem, pa ko sem se skrila v zavetarje, je to še vedno ustajalo znotraj enih mojih omejitev, ki sem jih nekje si zadam v tem predsezonskem času, a nekaj jih imam. Tako da jaz nisem zdaj spet šla čez, ampak poznam pa druge, pa vem pa nov portal personal best padel, a ne? Ne, ni. Ne. Sem šla lepo, res nisem nobenih imela, nobenih nimam iz teh PR-ji, pa to tisti pokalčki tam po stravi me nič ne pomenijo. Ne, zdaj ti bo tišina. Ne, a sme daj slišal se s tem hvalim? Ja. Kje, kdaj? Po vsaki rundi. Ja, samo na rundi sem hodila tam na pance, enkrat gašujo, prav neki mi to noro ni, no nehi, ker nisem. Tudi vem, da nisem toliko dobra, da bi si lahko ne vem, kaj tam nabirala. No, bolj gledajo stravo, kukor pa desci. Ma ne, moram reči, da klej je bilo zdaj kar nepar takih, ampak ja, lej. Ej, a naslednje let bomo organizirali žensko rundo? Ne, jaz mislim, da lahko probamo, ampak kakor je meni to vse jasen, pa kakor jaz poznam zdaj že to, kar skoraj 15 let kolesarjenje, pa ne sem kolesarjenje, tudi v športu sem cel življenje in mislim, da te ženske runde so tudi že en dokaz, če drugega ne, tudi runde, ki so že bile poskusi v Sloveniji, pa tudi se vozijo neke skupine manjše žensk, ampak to kar hitro razpada, to zelo hitro se spremeni in mislim, da bi mi tukaj naredili eno rundo, ki bi samo ženske hodile, bo zelo težko. Lahko probamo en dan, ampak da rečemo, da imamo neko, ne vem, bomo probali, ampak vse smo že delali. Jaz sem že imela žensko rundo, velo žensko rundo smo imeli v Sostrem, pa se nas je tudi po 12-13 punc nabrali, ampak takrat moram reči, da smo bile vse približno na istem nivoju, nobena obremenjena z ničemer, nič, nobenimi številkami, nobenimi powermetri, nobene, nič nismo imele.
in se je bilo luštno voziti. Danes pa mislim, da tega tudi med ženskami ni več. Ne, mogli bi imeti, tako kot so se pogovarjali, mogel bi iti mersat, ali bi mogel iti jaz, da se spredi lepo voz, da se ve od zadaj, da ste postrojene in pa, ko pridemo do klanca, se ve ubijate in pa smo spet postrojeni dalje in je to. In pa smo skregane do lokala in tukaj Ne, saj pol po 500 metrov ravnini pred se že lokalom vse zmenite. rečejo adijo in grejo. To ni moško druženje. To skozi govorim, da je tudi problem, ker želja naših rund je tudi to druženje, ki sva ga midva ustvarila zdaj. In kle, tudi jaz vedno pravim, moški ne grejo na klanc, se pobijajo med sabo, se grdo gledajo uno daska, ampak že na vrhu klanca si date roke, v lokalu pa skupaj pijete pivo. Pri ženskah ne. Se pokolamo na klanc, na vrh klanca se nobena več ne pogleda, po ravnem se vozimo sicer skupaj, ampak nobena več ne govori in tukaj v lokalu sploh ne pridejo do lokala, ampak se že vse razprašijo prej, tako da ni nikjer nobene, ko pridemo sem. Kaj šele, da bi kje razpila s kaj s kom. Jaz sem še zmeraj optimističen, da bi rabile samo eno bolj komando in je to in bi bilo pol čisto v redu. No, ženske, ne vem, če se vam zdi, da mi rabimo komando, ampak... Ja, rabite. Same se ne bi nas zmenile. Ne, sej, če bova... V Fužin bi se ubila. Jaz pravim, treba je probati. Saj smo imeli enkrat eno, pa jih je prišlo kar veliko tudi takrat punc. Sam smo bili zelo različnih sposobnosti in pol je bila spet za une slabše je bilo prehiter, za une prehitre je bilo prepočas. Nobenega prilagajanja, nobena se ni pripravljena zdaj zaradi tega, če rečemo, da je ženska runda, da se pelamo nekaj normalnega in tukaj je ful težko. No, ampak lahko pa probamo, naredimo en dan. Če že drugega ne bi bilo zanimivo, da te, ki zdaj hodimo, ki so, ki se nas je kar nekaj že nabrali, če bi vse prišle en dan, pa da probamo, kako zgleda, če se same vozimo. Tukaj imamo v mislih, ne vem, je Anja, je zdaj Tinjana, ki se z nami zelo veliko voz, je Urša, Karmen, tudi Tina bo zdaj prišla počas porodniške in še kar neki punc, ki jih mogoče zdaj sem pustila, pa se upravičujem, ampak tudi nove, zdaj sta bile 2, 3 na Primorskem in mislim, da če bi se skupaj nabrale, probati je treba, ne? Se po drugi strani si pa zelo dobro začela, da se v že toliko voz na velorundi, da niti ni potrebe, da bi sploh imele prav specifično žensko rundo, zaradi tega, ker se že tam lahko vsaka voz, vsaj v tretji skupini se zihar že vsaka pele. Čeprav kakšne ste tudi že za v drugo skupino, pa se vozite tam brez problema. Tako da bi imela prav specifično žensko rundo je mogoče mal brez izeno. Ne, lahko bi pa tako naredili, da rečemo, da na kakšni rundi smo samo skupina ženske, pa štartamo čisto same zase, pa so druge 2 skupine, pa naredimo eno tako varianto, da sprobamo, kako nam rata malo tudi to psihologijo. Me zanima, kjera bi po ravnem pol vlekla. Ja, do klanca Ambena. In drugače, kako ste se imeli zdaj ta vikend? Ne, se vam dobro je bilo vreme, je bil krasen. Vas je bilo veliko, ne? Ja, 30, v bistvu 29 ljudi, tako da nas je bilo veliko in je bilo kar že, smo se razdelili v 3 skupine, tako da smo se kar lepo vozili, moram reči, traso sem jaz tudi tako naredila, da smo se izognili večji del prometnim cestam, tako da res nismo, tudi ni bilo nobenih prav groznih bližnjih srečanj s kakšnimi avtomobili, pa trobljeni, pa mahani, pa ne vem s čem. Tako da nam je kar dobro ratalo, no, kar se vsega tega tiče. Ja. Sicer se pravim, razlike so bile zelo velike, tako da sem na zadnjem klanc na Korte obupala pol s to hitro skupino, ker se jih ni dal več nadzirati nič in sem potem nadzirati, pač se ni šlo več. In sem počakala lepo tele najine Pontelija in Mavarja in Davorja in vse, sem se pola po z njimi počas odpeljala. Sicer sem šla zato 2-krat na Korte, ker prvič sem šla s prvo skupino, drugič sem šla z njimi in mi je bilo krasen. Pa je bilo super. Daj mi povej, uživo si videla tega novega faktorja? Seveda, meni par posnetkov, ne vem, koliko sem jih nabrala skup, ker ni bilo veliko časa za veliko snemati. Imam tudi tega Prevca posnetka, ki pove malo svoje mnenje o kolesu. Tako da, če bom ti skup te videe dala, pa lahko en vlogac narediš tak čist kratek, mogoče z tega izleta, da je res sam pač utrinki so veliko. In moram reči, da ja, smo se kar vsi strinjali, tudi pol, ko smo se pogovarjali, da je mogoče trenutno to res zelo izstopajoč kolo, vizualno,
nam zdaj reka grd, ker zdaj to grd je res grd, že smotan govoriti, ampak ne zgleda, no, glih. Med ta najlepšimi. Grd je že težko govoriti, ampak pač kolo ne zgleda. Ja, no, ni lep, definitivno Govori človek, ni. ki voz kolnago Y. Ne? Ja, Tako ta da- je zdaj že meni rad lep. Ja, Ta je prav itak. lep. To, že to, ko gledamo ta kolesa veliko. Ne, je razlika v kolesu, je tudi tukaj razlika. No? Sploh, ko ga do spredi pogledaš, je res, tudi ko je na slikah, je v resnici mogoče še hujši. Še bolj ta široka vilca, še bolj ta izrazita balanca pride do izraza. Je pa res, da če se voziš ti za njemu ali pa ob njemu, tega ne vidiš, a ne? Moraš malo bolj pogledati. Je pa tudi on sam rekel, da ne čuti nekih bistvenih razlik med kolesi. Zdaj ne vem, a so eni ljudje tako, da res ne čutijo razlike, tako kot imava tudi mi dva par tukaj, ker recimo Jokan, ki je sprobil celo goro koles, pa prav, da mu je vse isto, a ne? Ali so ljudje, ne vem, on prav, da ne vem, zdaj bi ga mogla vprašati, ker je šel naslednji dan na Opertal iz druge strani, s sinom sem videla, pa me zanima, kako se je na Opertal vozil, ker sem rekla, kako se mu zdi na klanc in rekel, da se mu zdi, da bi bil to lahko malo len kolo za na klanc. Da mu deluje len. Zdaj, pol Kaj to... ima, on je imel Black Ink obroče gor, ne? Da kar mu rekla, sem pa zlagala. Ja, zdaj je imel pizda, ja. Zdaj sem tudi jaz, pa mi je poslal slike, pa sem pozabil. Sem mislim, da je imel Black Ink obroče. Ne vem, teh obročev jaz še nisem vozil. Jaz sem zdaj definitivno, če imaš gor malo slabši obroč, če bi imel kakšne hude obroče, da bi verjetno kolo čez drugačen odziv imel, ne? Ampak se pravi, jaz ne vem, kako je, eni to čutijo, ne čutijo, jaz ne vem, jaz mogoče moraš tudi malo to feeling imeti za to, ali jaz ne vem, meni se kar pozna. Če vozim težek kolo, lahko kolo. Mogoče ni upal povedati direkt, kaj vedel, da už to uporablja pol za na YouTube. Ja, pa se je v bistvu rekel, da je len, da se mu zdi, da bi bil lahko len na klanc. Se to je v bistvu že dost ni... Ja, ka meni je mal čuden glih zaradi tega, ker pol ta teorija, tako kot imam jaz, da če je spreden konc tok, da se bo kolo pol tudi zelo dober gor pelu, pol ne drži čistne. Kar mi je mal čuden, zato ker Se je rekel, da bo jutri, če ga bomo jela, da bo prišel na kavo, no, dopoldne, upam, da ga bomo jela, če ga ne, ga dej pa ti, ker so mene obveznosti, pa če ne, ga pa ti lahko, pa ga ti vpraš, no. Bolj me zanima včerajšnji dan, ki je šel na Opertal izlivat, ki je kar orang klanc, ne, dolg klanc. Pa ne, se tudi to, kar ste šli vi, ki je tako malo bolj položen klanc, tudi tam mogoče še bolj čutiš, kako se kolo v klanc jaz gor bi tudi, obnese. jaz sem pač glih na teh položnih klancih najbolj čutila to razliko pri kolnagu, da dejansko kolo gre. Sploh, ko se enkrat preklopiš v eno skupino, ki se v enem zavetrju, je še bolj izkoristiš vse to lahko. Res ta aerodinamika se pol pozna. Bolj sem hotel mogoče to. Ne, jaz sem bil pri dostih teh predstavitvah, ki so nova kolesa predstavili in vsak proizvajalec je vedno trdil, da eksplozivnost oziroma kako se kolo obnaša, se pravi prenos moči na cesto, izhaja iz headseta, pa potem iz bottom bracketa. Ne? Se pravi, ta spoden del kolesa je najbolj pomemben, se pravi, koliko je prenos moči na cesto dober, zgoren del gre pa bolj narejen zaradi tega, da je pač za udobje, ne? Se pravi, kako dober ti pobira vibracije. In ta kolo je glih v tem modelu headseta je full trd. Pač je full tok zaradi tega, ker praktično nima spacerjev in ti streta, ne, tudi kako je spreden del narejen. In sem jaz mislil, da bo tudi po teh reviewjih, ki so jih dajali ven, zdaj, ko je kolo pač prišel ven, ne, so vsi rekli, da je bil full, da je v sprednjem koncu, da je full tok in bi jaz pol rekel, da je prej glih kontra. Mogoče glih za ta komentiranje pa za ocenjevanje kolesa moš pol tudi malo tak tip biti, no, da ti pač to, da si pozoren na te stvari, ne vem. Pa ja, pa se on je vozil pa že toliko Ja, zato pa tudi dobro ve, kaj je kolesarjenje, ve, kako se voz, dobro se voz. 15 vse. let, če ne še več, voz praktičen sam top kolesa. Ja, se pravim, da jaz sem... Dobar. Ja. Ga pol je zahaklo. Ti ga malo da mi pove. Malo pove, ja, ne ti pove. Gospod Prev, če gledaš tole, kar napiš v komentar spodaj, plus, minus, za koga je kolo, komu bi ga svetoval, komu ne, zato da še smrtniki vemo, kako je, ko se peleš tem kolesom. Še kaj tazga bilo? Ste šli pol še kaj jest? Šli smo, ta družba klasična naša, ki smo, nič ni bilo, ker je Štefko manjko, tako da pizdari ni bilo. Tako da zaradi nič posebenega šli smo tam, ko smo šli zanč na une burgerje pa na pivo, tako da smo se imeli prav fajn.
Tak klasičen veloizlet, družene, razen kava je manjkala in to glih zaradi tega, ker se je pač pri nas toliko gonil, tudi ko sem omenila, da bi šli na kavo, so bili vsi te kar Se ne moreš da iti na kavo, ker je tako mrzel. Bilo je tam en lokal na Sončku, je bil na Plovaniji krasen, sej za 20 minut se ne rabiš ali pa 15 se ustaviš. Meni gre to najbolj na jetre, jaz se rajš pol na koncu stavim. Ja, dobro, mi smo bili 4 ure na kolesu skoraj, ne? Pa se ste 80 km sam naredili. Ja, sam 1400 višincev. Pa vi ste res jaki vsi po vrste. Ja. Jaz sem jih imela 90 km, ko sem šla dvakrat na korte. Jaz se bom nehal, jaz sem zdaj sam še v fitness hodil. Ja, sej zdaj za januar ne bo velo izletov, bo malo pauze od vseh, da se vsi malo da se malo zaželijo ljudje spet. Mi gremo itak še neki laufat v Dolomite, tako da pol pa spet s konc januarja, pa od februarja naprej še kakšen velo izlet naredimo, pa opažil, pa mogoče si že skoraj kleh malo cajt, da lahko bomo vozili. Ja, marca zih. Ja, vse se hitro da. Tako Ja. Ja, dober, kva greva v svet novic. Ja. Ta teden, kar je bilo dirk, je v bistvu praktično sam ciklokros, ta prvega spet Van der Poel dobil dost prepričljivo. Ta druga je bila pa včeraj, se pravi za vas, ki gledate v nedelo. In je bila ful dobra dirka, tako. Do zadnjega kroga jih je bilo 5-6 skupaj, malo so se tudi menjavali, ampak pol, ki je niz pretegnil, sem že mislil, da bo avt kaj naredil, pa ni še zmožen, tako da je bilo to. Ne vem, a se tebi to zdi, da je Van Aert ful neki suh? Pa ne, tako, ko sem ga zdaj gledal, se mi ni zdel. Da je bolj, kakor je bil suh. Ko je zanj šprintul Ja, z tistim, Del Grosso tam. ja, je bil kar veliko bolj konkreten od njega. On grinta zgleda tam Pa zraven. ne vem, zdaj, ko sem ga videl na kolesu gor, se mi je zdel pač, Tako je, ja. mogoče. Je pa res, da ga kle ni nikoli tako pokazali, da bi rekel, Tam je "Une ta dirke šprint zadnjič tudi pa nisem spredi gledal." in res on se mi zelo izrazito je ozak v primerjavi z telim Nizozemcem. Ja. Pa ne vem. Zdaj to, ko sem gledal, je pa res, da ta Del Grosso mislim, da je kar dost manjši in mogoče tudi zaradi tega deloval, da je... Pa tudi ni prav kakšen mečkan revaš, no. Mislim, Ja. Van Aert je koliko? 100... Ja, blizu 90 mislim, da ima, Ja, ne. tako da pač, zdaj, če si No, ti se si ti že 180, ciklokrosisti so kar desci, ne več ali 177. manj. No ja. Ja, Kolesari pa- in Ben English prav orang desca, ne. Ja, dober, desci za kolesarje, mislim. Desci med kolesarji. Ne, to moraš iti pol tam Je malo močnejši so, no. Tudi Ja. Seži Van der Poel je v bistvu med on je res močnejšimi. dec, ja. Ja. Ja, ful. Jo, To so vsi grindasti dej. kva si ti desc? Mislim, Moraš bolj imeti kakor trebuh, pa da oni. zdaj ali kaj? Ja, zdaj imaš že six-pack, ne se zdaj bati. Ma, kašen six-pack. Ja. To pa Ti je. imaš six herpes. Ja, sej. Glih 6 imaš kle okoli ust. Je še Zdaj ti to. šiti mikrofon pred usta, da se Ja, ne zdaj vidi, da se je ga cel ne vidi. herpast. To vidiš, manj, ko se ližeš, oziroma noč, ko se ližeš, herpes dobiš. Tako da, Ne vem, če mi še kdo mogoče... reče, kva si lizu, ko si herpes dubu, sem, prvič, ko noč. Gremo videti naprej. Ja, Zdaj je bila še dirka ciklokros v Ljubljani. v Ljubljani je bil Stožca. zaključek. Ja, in sem jaz en dan potem jaz, fuck, ciklokros je bil in sem pozabil iti gledati, tak, ne, ker sem rekel, da bom šel, da bom še slikal in pol nisem. Tako da, Ja, meni se ni po prvič povedal, sem vedela, da je, pa se mi ni dalet, ker je bilo ful mraz. In tudi malo so bili teli prazniki in se mi enostavno ni dalet. Tako pač čist po prvič povem. Sem pa spremljala malo tudi na Instagramu, so glih od Pogitima tudi skozi objavljali malo vmes videe, pa tako, da se je dal videti. In je pač bil kar presenetljiv zmagovalec, bi lahko rekel, oziroma oni verjetno niti niso bili tako presenečeni, kar je bilo meni zanimiv. Je zmagal 17-letni ta Maksimovič, ki je zdaj v bistvu kar en velik, za en velik talent med kolesarji. Prišel je z gorskega kolesa na cesto v Pogitim,
star je 17 let in je s posebnim dovoljenjem organizatorja lahko dirkal za člane in jih tudi ta drugega kar fajn nabal, tako da je zmagal in je v bistvu s tem pač 17-letni tekmovalec nabal vse člane, ne moram drugače povedati. Med puncami je pa zmagala v bistvu tudi mlada njegova punca v bistvu. Tako da Pika Tim, čakaj. Ja, se je bila na podcastu kle. Ste bile mislene takrat z čakaj, tak mal tak tuj prink ima, ne? Ja, iz Obale je doma. Ok, pa zdaj sem si tole napisala. Kam sem pa napisala? Emily Patru. Ja. Ja, Emily Patru. Ja, tako da tisti, ki hočete poslušati, najte podcast na našem kanalu, samo boste videli. tako da, čeprav naverjetno, da je kakšen let starejši od njega, predvidevam, ki pa ni rabila kot posebenega, ker je on upisan, on je 17 let star, no. Ja, vse ono je tudi misleno. Mogoče da je 18, če lahko za člane brez tega vozila, veš. Najbrž moraš biti 18 ali kaj. Ne vem, kot v ženskah. Je pa tudi bil zdajle še kot ena zanimivost, tale Luka Maksimovič je vozil z telim razvojno ekipo UAE, je bil na pripravah, mislim, da je en teden ali pa če ne zelo 14 dni, tako da je kar, se pravim, v bistvu zmaguje. No, so ga že te pravi zahaklali? Ja, zgleda, da so že vedeli, kam ga je treba poslati, tako da je mogoče, mislim, da ga bo kar zanimiv za spremljati. No. Se je pa s to dirko v Stoscah tudi zaključil, pokale slovenski v ciklokrosu, tako da in je v skupnem seštevku je pa zmagal tale Štajnar, Mihael, ki je imel v bistvu že pred to dirko, se je že vedel, da je zmagovalec pokala in ga niti zaradi zdravja ga ni bilo. No. Tako da mi je bila pa zanimiva, dobra izjava tegale zmagovalca Luke Maksimoviča, ki je rekel, da mu je škoda, da ni bilo Štajnarja, da bi se lahko pomeril z njemu v isti kategoriji. Tako da valjda, mislim, se vsak, ki zmaga, se hoče sta najboljši. Ja, lepo, da tako izjavo 17-letnik, to mi je bilo všečno. Taka lepa izjava. Drugač pa ena stvar, no, ki tudi še lahko poveva kot novico iz kolesarskega sveta, ki je pa danes v bistvu frišna, da je Tadej Pogačar postal športnik vseh športnikov. V bistvu to je največje priznanje, ki ga lahko športnik dobi. Lani ga ni, lani je bil na 2. ali celo na 3. mestu, je dobil Duplantis, to se je govorilo o temu lani, no in letos je pa on suvereno zmagal in je ni deleč na 1. mestu, je 30 točk pred Duplantisom, potem je pa 600 točk za njemu šele Alcaraz, tako da mislim, da to je pa res tak priznanje, ki si ti med vsemi športi, kar jih je na svetu, da izberejo glih tebe, da si najboljši pa. Mislim, meni Duplantis meni še zdaj ni jasno, zakaj bi on pač bil. Vse mi dva ne spremljava toliko tega, veš, lahko da ima on ful velike rezultate na področju atletike. Samo skok v spalco v višino. Pač razumem, okej. Ja, se pravi, mi dva sva nepristranska, ker sva kolesarja. Ja, sam to je tako, da bi rekel, da si košarkaš, pa sam trojke mečeš. Pač ni, zato ker on ne more drugega delati, ko skakati iz palco, če skače iz palco. To je pač šport, to je en šport, ne moreš biti atletik, vsi imaš mnogo boje, pa ne vem kaj, sam ponovno, to niso potem v posameznem športu najboljši na svetu. Tako je, ne more on trenirati skoku v palco, pa še teči na 60 metrov. Ampak jaz ga za tega pol ne dam za športnika leta. Jaz dam za športnika leta nekoga, ki dosega v svojemu segmentu široke rezultate. Ja, se pravi, tako kot plavalci. Plava kravel, plava mešano, plava kaj se in kaj. Med ženskami je pa plavalka, v bistvu prva na svetu. Tako da rečemo tudi, pri atletiki ne bi dal Usain Bolta, če bi sam na 100 metrov laufal. Če pa ti laufaš še 200 pa 400. Se strinjam s tabo, ne vem. Ampak je Duplantis spet, kaj je dosegel letos, jaz ne vem, ker lani so bile olimpijske igre, pa so te olimpijske igre svoje odtehtale in so potem bili tisti. No, v glavnem, pač Tadej Pogačar, res Slovenci imamo. Tako da. Meni je bilo zanimivo, mi je včeraj pridem, ker je bila ta mala vrmen, pa greva do babi pa dedija dol. In pridem in oči tako meni. A si videl nek nov doping zunaj? In tako kao M101
nek doping od nekega marine worma, ker naj bi bilo to zunaj, mislim, da na Cycling Newsu ta prvi članek je bil 2023. In so že takrat so govorili Italijančki, da to zdaj že, da to ni nič novega, da oni to so že takrat vedeli, kaj se dogaja. Kakšen je to doping? Ja, isto si ga moraš, jaz sem šel pol ful v tem, pač sem naredil malo researcha, ne. In je, da je sploh ga ne zazna, zdaj le nobeden še, ne vada, ne nič, ga niti ne more zaznati. Je, da gre ven iz krvi tudi lahko samo v 2-3 dneh, je čist, ko bi rekel, naraven. In zaradi tega tudi se govori, da tudi če se zamrzne kri, ne, se pravi vsa ta, ki jih testirajo kolesarje, vsi ti testi ustanejo, mislim, da do 10 let jih še lahko testirajo. Ne. In tukaj se govori, da tudi če se zamrzne, da lahko pač gre ven iz krvi to, oziroma da je tudi če ostane noter, se ne zazna. Ne bi ti pa zboljšal prenos kisika do krvi do 40 do 50 krat, se pravi podoben ka EPO, in ne bi bil sam, da je klej naraven. In da tudi biološki pasoži, da ti ga niti ne zaznajo. Je pa to zdaj v kaj je tale, francoska spletna stran Domestik, pa ne vem, še Polhan jih je glih objavili zdaj konc decembra članke, da naj bi se govorili, da naj bi to vzdržljivostnem športu, da naj bi bil to kar lahko problem. Moraš imeti pa spet naprave za transfuzijo pa tako naprej, ampak ja, je pa naraven, tako da Kaj pa je to marine worm? Ja, ta nek črv, ki zdrži pod vodo, ne vem točno, kaj iz njega se dobi ven, da ga pol ti v žilo vstavijo, ampak ne bi bili pač to neki proteini, da če jih poješ, ti jih želočna kislina te proteine v bistvu unič, tako da ti ga morajo pač to snov, ki ga dobijo iz tega črva ven, ne bi se mogli direkt v žilo ti dati, da pač ja. Ja, da se mora prav v žilo je. Ja, pač. tako da ni neki, ki lahko poješ ali pa kakorkoli drugače. Mi je bilo zanimivo, da skozi prihajajo neki, ko bi rekel, novi nategi ven in da so, ko bi rekel, ta urodja ali vada, UCI, da so zdaj, se pravi, če je zdaj prišel članek ven, pa da so že 2023 vedeli, pa še zdaj nimajo testa, ki bi zaznal, pomeni, da najbrž še nekaj časa ne bojo imeli testa, s tem, da v medicini se ga pa uporablja predvsem za takrat, ko je treba kakšne organe prenesti, zato ker dobi pač, s tem dobi toliko kisika, da ta organ pač ne umre, ne, ob prenosu. Ja, ob prenosu. Tako da mi je bilo pa zanimivo, no, sem hotel sam pač kot neki, vem, da tudi koga to zanima, mi je bilo zanimivo, ker jaz nisem vedel, se ne poglabljava glih v te. Ja, to ampak, je pa zanimivo, je pa res, da čim so stvari tako naravne, a ne relativno naravno predobljene, če tako danes gledaš, je vse neki dodatkov, vse bo že nenormalno, a ne, kakorkoli gledaš in lahko je, zdaj, če to ni nevaren za telo, da bi se lahko prišlo do kakšnih poškodb česarkoli v smislu organov in telesa, da ni stranskih učinkov, bolj se ga itak lahko poslužujejo dejansko vsi, a ne. Ni pač, trenutno ni doping, ne, tako kot si rekel, ni doping. V tem momentu. Je doping. Ja, je doping, ampak ni prepovedan. No, tako bom rekel. Ne, je prepovedan. Ja, pa je kot prepovedana. Je kot prepovedan, je že na seznamu, sam fora je, da ga ne morejo dokazati. Ja. Tako da, ne vem, bom šla jaz malo na morje poleč, so kakšni črvi. Ne, pa sem še gledal, ne vem, če si zasledila VUP, ta zapestnica, imajo ful dober podcast, ki se pogovarjajo glih o temu, v dostu teh
dodatkih itd. Ne? Tako da, če koga zanima, jaz sem zdaj gledal enega, ki je star glih, sem ga hotel dati včeraj na story gor, pa sem pol zamudil, oziroma sem pozabil. Je ena, ki se v bistvu trenerka, nutricionistka in je govorila o teh dodatkih, kaj je dober, kaj ni dober, kaj ki se kje dodaja itd. In jaz zdaj ne bom pokvaril tisti, ki ste gledali vse za nazaj, ampak ja, mi je bilo tako zanimivo, kako marketinško smo kar dosti nategnjeni iz vseh koncev in kako pol kakšni te res ki so orang not, ki konstantno delajo raziskave in še ona je dobro povedala, da lahko tudi to, kar zdaj mi mislimo, da ni dober, da bo čez en let, da bojo raziskave ven prišle, da je dober, če se to jemlje tudi s čim drugim ali pa kukarkoli. Ja, pa se to je dokaz tudi že sama prehrana v zadnjih 30 letih, koliko se je govoril neka stvar, 5 let ni bila dobra, je bila karcinogena, čez 5 let je bilo pa koncentrat tega jedu Madonna. Tako da to so stvari, to je tako. V glavnem so pa te stvari velike tukaj na komercializiranosti. Ja. Tukaj ona je predvsem govorila mogoče tudi o telih, vem, da je zelo na hitro bilo proteinski praški, recovery drinki po vaji, da absorpcija, da je tudi načeloma zelo majhna in da niso nujni, je pa ona je dajala zelo velik poudarek glih na sami prehrani, da je sama prehrana dosti bolj pomembna, kakor pa pač vsi te. Vse to je to, kar jaz tudi zdaj vidim, glih ta princip, koncept tega tima Podlogarja, kjer ga imajo v Human Performance centru. Jaz, če tako gledam sebe, jaz dejansko je vse na osnovi hrane in prvi dan, ko sem prišla, je bilo, da so mi rekli, ne jej ničesar, kar si jedla kot dodatek, najprej da je kri na pregled, pa kar imaš počesar pomankanje, imaš na krvi, tist potem se dodaja. Dejansko nisem imela ničesar, razen neki splošno D-vitamin, kot ga večinoma Ljubljančani imamo premalo, sploh v tem zimskem času. Tudi če si na soncu, tako kot smo bili zdaj v soboto, je to absolutno premalo, s tem, da jaz še vedno jem D-vitamin zdaj vsak dan, pa ko ga testiram, sem vedno zelo na meji, nikoli nimam nekih prekoračenih vrednosti D-vitamina, tako da je res očitno tudi absorpcija sama zelo težka, ker rabiš spet sonce, zato tudi če ga ješ, Ampak to je dejansko v bistvu edina stvar, razen to, kar imam tudi kleno vprašanje, ki je nekdo sprašal, sem zdaj začela z letošnjim presiznom kreatin. To je edina stvar, ki sem jo zdaj začela kot jemati z namenom boljšega performansa. Tako da mislim, da zadeva funkcionira, pozna se, tudi že na vizualno, če drugega ne. Tako da to je bil pač eno vprašanje, Sva imela od enega, kako mi dva uživava, če ga jeva, če ga ne jeva, če ga sam v predsezoni, medsezono, po. Potem so bili že takoj komentarji na to, kako dvigne kilažo, ne dvigne kilaže in pa sem šla tudi malo več brati v kreatinu. Tako, čisto iz bolj strokovnega, recimo vidika znanstvenega, da je v bistvu kreatin kot dodatek prehrambeno eden najbolj raziskanih prehrambenih dodatkov, ki se ga uporablja že 50 let kot dopolnilo, sploh pri športnikih je bilo to najbolj v začetku in predvsem v smislu povečanja moči pa mišične mase, ampak se danes v bistvu jemlje ne bi se ga v vseh športih jemalo v bistvu dejansko, ker so toliko drugih stvari tudi zraven ugotovili. Je pa kreatin naravna učinkovina, ki jo imamo v telesu, ampak ga imamo premalo in ga tudi s prehrano ne moreš pridobiti, največ ga je v mesu, ampak ne moreš toliko pojesti v bistvu mesa, da bi ga imel dovolj in zato je treba pač ga nekje dodajati. Ima pa jasno, eno je vpliv regeneracija, drugo je, da poveča moč, kar je pri kolesu se pozna, predvsem, če si željen kakšnih šprintov, vožnje, mogoče bolj eksplozivne vožnje, hitre vožnje po ravnini, definitivno pripomore.
in tudi zmanjšuje poškodbo mišičnih tkiv. Se pravi, zaradi tega, ker jača na mišice, je manjša možnost teh mikropoškodb, ki se rečejo, a ne, ko delaš ti vaje za moč, takrat mi vedno mišico iritiramo in s kreatinom se to v bistvu zmanjšuje. Je tako, da se zaradi tega, ker se v mišicah, celicah nabira, v bistvu povzroča, da voda noter se malo zastaja, zaradi tega lahko povzroči dvig teže, kar nekje naj bi bilo do 2 kg maksimalno na človeka, kar pol potem nekje Okay, to je odvisen, koliko je težak, ne? Odvisen, koliko je težak, ampak nekje do 2 kg. Ja. Jaz tele pri sebi vidim, da dejansko sem šla za skoraj za 1,5 kg, ker ne spravim dol nikakor. Je pa res, verjetno se mi tudi mišična masa nabrala in pač in kreatin. Smo zadevo puščamo, dokler se ne začne orang sezona, pa bomo videli, kam začela na orangont. Namen manj kreatin je še naprej, zaenkrat, ker je tudi vprašal ta poslušalec, če ga bom jedla, jaz ga bom jedla še naprej, razen če bi mi kazali, da ne vem, kar vzhajam ali pa ne vem kva, da ne zaradi njega, no, ampak mislim, da to ne, ker po moje, ker se enkrat telo navad, pa vse skupaj te stvari pol malo drugače. In je pol tudi so delali raziskavo, da so dali kolesarjem, ki so jedli kreatin, so skupaj trenirali pa kolesari, ki niso jedli kreatina, pa so se te na kreatinu so vsi dobili 1,2 kg, ampak se niso nič slabši vozili na klanc, zaradi tega, ker so toliko pridobili na moči, da jim tudi ni upadel zaradi tega performance na klanc. To so delali med rekreativci, ne med kakšnimi profesionalci. Tako da bom videla. Načeloma tako grejenih nog, ki jih imam recimo zdajle. Pa ti si mišica. Ja, jih nisem imela nikoli. Še malo pa že modna pista, pa ste Petra. Pa ne, modna pista ne, za modno pisto imam že pregrde noge zdaj. To že ni več za na modno pisto. Že preveč mišičast. Ja. To meni, jaz se pravim, ni več to za na modno pisto. Dobar. Ja, tako da jaz mislim, da če res treniraš, pa če veliko je pa tudi kreatin za druge stvari dokazal, ful ima dober vpliv na možgane, celo neki se ga, ja. Ne pomaga. Ja, ne vem, pojej ga malo več. Celo naj bi neki vplival na zmanjšano možnost Parkinsonove bolezni, demence in vsega tega, tako da. Fak, jaz moram tega ful pojesti. Ja. Ker meni gre že 5 let na slabše. Je pa res, da kjerokoli prehrambeni dodatek, verjetno bi še danes brati, bi ti vsak nekaj toliko dobrega povedal, tako da na koncu bi lahko res jedel tegelc tablet pa 6 žlic praška in probate, v osnovi je prehrana tista pestra hrana, jest vsega. Sam je pa res, da v kreatinu je, se mi zdi, da so si večinoma vsi strokovnjaki na istem, da ga vsi svetujejo, da ga vsi priporočajo. Po moje edini dodatek, ki jaz ne vem, če sem slišal že kakšnega, res da večinoma na YouTubu, noben ni rekel, da je. Ja, jaz tudi nisem nikjer zasledila o tem, ko sem šla te članke brati, pa sem jih par različnih prebrala, ni nikjer napisan, da ne bi bilo v redu. No. Ko recimo, ko sem magnezij včasih pred leti, smo ful ta magnezij šopali, zdaj, če greš malo v magneziju, bolj prebrati si kakšne zadeve, ugotoviš, da magnezij je nepotrebno uživati, razen če bi imel pomankanje magnezija zaradi pač nekih drugih stvari. Ja, mislim, mene je najbolj me prepričal, to sem šel po moje gledati že zdaj 6-7 let nazaj, absorpcija vseh teh stvari v telo in je absorpcija toliko majhna, da pri kakšnih, sploh pri teh vitaminih določenih, a ne, je od 7 do 12% in boga ti tako gledaš in tudi če ti tam priše ne vem koliko miligramov, če si 10% od tega si ne vem 30, ne pa 300 dobu noter. Ja, eno je absorpcija, drugo je pa, zato pa je pri vseh stvarih, ki se jih jemlje, ne, treba tudi pogledati obliko, a ne. Se pravi, kreatin je monohidrat oblika, ki je najbolj učinkovit. In vsaka stvar, ki se jo jemlje, tudi če ste kdaj bolani pa prehlajeni. Jaz sem jemala, čakaj sem že eno stvar jemala, sem jemala, v glavnem je treba pogledati vedno zraven, najboljše v lekarni, pa reči, da rabite nekaj, kar je z veliko absorpcijo, ponovadi so to dražje zadeve, ampak
Pa se so tudi v trgovinah športno prehrano, imaš isto te drage pa te pocenane. Sam pol vsi, ne vem, gledaš tam una te draga, ima ne 60 tablet, pa te prije 30 €, pa imaš pa cenejšo, te prije 8 €, pa je, ne vem, 120 tablet. Ja. In pol vsak skupo, ok, pa zakaj bi uno jemal, ampak absorpcija je pa... Ja, jaz sem šla v teh primerih vse tudi glih na proteine, a ne na prašek whey. Tega je hidro, tako je najbolj pač, tudi brez je maščob, brez sladkorjev, brez vsega dodanja, tudi najboljšo absorpcijo ima. Tako da sem tudi tukaj spremenila. Drugače pa glih s temi, ki si govoril s temi šejki, a ne, kot za regeneracijo, ne. Jaz tudi recimo, odkar sem v Human Performanceu Regen, pač recovery, nek napitek zelo redko kdaj popijem. Bolj mogoče, če sem tako lačna, takoj pa vem, da ne bomo šli jest, pa ga zato, ker me malo zabije, ne pa zaradi same regeneracije, ne. Po regeneracijo po furi pojem tisto 5 gumijastih bombonov in v bistvu je to. To si tudi prej dobro omenila. Glih ta gospa je govorila na unem podcastu, ki sem prej omenil, Dvupa, da je zanimiv, koliko so kakšni te dodatki, se pravi, da nekje je celo dober, da je dodana maščoba, ker je pol boljša absorpcija. Se ne govorim zdaj za proteine, ampak govorim za določene stvari. In vsi, ki vas zanima, no, si pogledajte Vupov kanal na YouTubeu, po moje podcastov tam ful dobrih, zelo velik, tako da... jaz imam recimo D-vitamin, imam z enim oljem, olivnim oljem nekaj dodan, zato ker se boljša absorpcija. Kar dosti je tega, tako ja. Ja, dober, mislim, da so odgovorila. Jaz lahko še povem, da odkar sem začel jemati, sam še vzhajam, tako da zdaj sem že 20 kg dubu, odkar jemljem kreatin. Ja, dej, no. Ja. Moje mnenje oseben, vzhajaš predvsem takrat, ko mogoče pol tudi malo narobe ješ ali pa če, mislim, ne vem, ne delaš glih ne vem kakšnih vaj, ampak tisti, ki ste kolesarji, težko verjamem, da boste prav ne vem koliko vzhajali, če delate toliko veliko kardija, ne moreš ti po kar naenkrat 10 kg vode zadržati. Zdaj, če gledaš na vsak gram, po vsej verjetnosti pač boš malo težji, ampak se ti to pol pozna tudi pri večji moči, tako da jaz mislim, da so plusi kreatina, da so kar veliki, tako da jaz niti zdaj se nisem vagal že po moje 2 meseca, tako da ti ne vem povedati, ampak odkar sem ga začel jemati, v fitnessu kar orang napredujem, tako da to pa lahko povem za zihar. Pa tudi zdajle, ko sem začel delati še več vaj, tudi dosti bolj že izgledam, ko se v špegel pogledam, sem že blizu lanski formi. Sam po moje gre tudi kile malo gor. No in kakšno imaš ti špegel, kjer ga se to gledaš, da boljši izgledaš? Oni špegli v fitnessu so fenomenalni. Ja, to so vsi tako narejeni. Tam tudi jaz tegnem nogo, imam tako pismo nogo, da imam 2 metra dolgo. Zdaj veš, zakaj se jaz nek sprehajam v kopalnici. Ja, v nek kopalnici. A imaš doma tudi tak špegel ali kaj? Ne, tam se ne gledam. Ja, mislim, ne vem, imaš ti še kakšne točkice? Jaz bi mogoče pol za letos to, kar se je najbolj govoril, pa glih včeraj sem pol zasledil še en podcast, mislim en kratek video na YouTubeu, ki je govoril o dolžini gonilk. Zakaj je to dober, zakaj ni dober, in logično govoril en starejši gospod, ki je rekel, da še vedno on ustraja pri ta stari šoli, se pravi, to, ko si visok, on je bil že, mislim, da tam pri 177, da bil sem že dal 175 dolgo gonilko gor, in to je nek YouTube kanal bil, ki mislim, da nima toliko malo naročnikov. Zdaj, iz mojega vidika, se pravi, ne vem, 20 plus let v kolesarstvu, nikoli ni dober ustrajati na nečem predolg. Dober je sprobati, vidiš, da ti ustreza, a ne? Zdaj, jaz nekih znanstvenih podlag, pa to imate spet na YouTubeu kar dost, se ne bom kaj preveč poglabljal, lahko pa povem iz osebnega, ko bi rekel, iz osebnih občutkov in potem še od strank, če govorim,
tisti, ki ste stara šola, veste, da ste vsi vozili 53, 39, zubnik spredi, pa 11, 25 zadnji in že kaj prišel 11, 28 ven, tega ben ni hotel voziti, zato ker to se ne vozi. In če zavrtimo 10 let naprej, praktično vsi profi imajo zadnji 11-34 kaseto ali pa mogoče kakšen 11-30, drugače se pa vsi profi, govorim, kje smo rekreativci pol še celo. Vse tudi ti gospodje stare šole imajo večinoma vsi zdaj 11-34. No, in tudi tukaj rečemo, če gledamo zdaj širino plaščev, isto smo šli vsi na širš, smo šli na večje udobje. Danes sem imel glih tega gospoda, ki ima tam le zadnji kolo, je imel tabularje 25, 10 let star kolo, ki se bo usedel na tega, se mu bo zdel, da se po oblačkih voz, mu bo res ful udoben in novodobno kolesarstvo se gleda, da večji, ki je udobje, bolj se boš ti gor počutil, večjo brzino boš dosegel, več moči boš dal ven, lahko tudi po 100 kilometrih in načeloma se gleda pri kolesih, prvotno je pač tisto udobje. Mogoče boste zdaj rekli, ja, kaj se pa hecaš pol z vsemi, ki imajo pač toliko podložk spodi, to je bilo za ocenjevanja izgleda kolesa. Noben mi ne more reči, da kolo, ki ima, ne vem, XY podložk spodi, da lep zgleda kakor isti kolo, ki jih nima oziroma ima eno. Če gledamo pa, kako se pa vsak gor počuti, sem pa jaz ta prvi, kakle svetujem, da je ta najbolj pomemben je sam občutek kolesarja na kolesu in zdaj, če zavrtim na to, kar sem začel, se pravi dolžina gonilke. Jaz sem šel 172,5, mislim, da sem še lansko leto kar dost vozil, pa sem šel na 170 in letos sem pa probal 165. In lahko rečem, da je bila večja razlika, vsaj meni po občutku, ker sem šel iz 172 na 170, kakor iz 170 na 165. Zdajle, ker sem šel spet nazaj na 170, ker mislim, da imam tam na drugem kolesu gor 170, se mi ni zdel toliko velika razlika, kakor sem šel iz 170 na 172,5. In se nisem počutil najboljš gor. Meni osebno ustreza, tudi kadenco se mi zdi, da imam kar dost visoko, ker hočem imeti, rečemo tam vsaj 85 pa gor povprečno. Tako da meni osebno, jaz sem zdaj sprobal vse te ali ful širše plašče, mislim ful širše, 32 sem vozil po moje glih en teden, 30, ko sem imel gor, ne vem, par mesecev, zdaj imam spet 28 gor, zdaj če bi šel na nov, ko bom zamenil gume, bom šel po vsej verjetnosti nazaj na 30, pa bom pač 30 vozil. Kar se tiče, tako da hočem poudariti, da vse te novosti, ki prihajajo ven, da so zelo koristne in iz vidika samega udobja so super, tako da ni kle mogoče zaposlušati pred orang staro šolo, zato ker dost jih je preveč navajanih, tako kot se mi hecamo mogoče iz osebnih doktorjev, ki so starejše gospe in dosti jih niti ne ve, ne vem. Ti si kolesar, moja osebna doktorica je meni rekla, da sem ji rekel, da spijem 4 do 5 litrov vode na dan, no, tekočine na dan, da je to se je za glavo parela, kaj, jaz pa pri 30 stopinjah sem naredil, ne vem, vsak dan sem se vozil s kolesom, ne, že na kolesu si spil 2-3 litra, ne, in je bilo tu, no, ne, to ne smeš, 2 litra je max in ja, tako da. In tukaj pa isto, ne. Se pravi, vse te novosti, dober je, če se jih sproba. Ne bom rekel, da vsaka je za vsakega kolesarja, ampak ziher, če gre večina ljudi na nek standard, je ziher dober za večji del. Pa tukaj govorim od verižnikov do širino plaščev, do zdaj dolžine gonilk in jaz mislim, glede na to, da je povpraševanje zdaj toliko velik, ni to zdaj kar sam Pogačar efekt, ampak dejansko je ta občutek na kolesu večjem delu kolesarjev boljši. Ne pravim, da morate zdaj 175 iti na 165, ampak če se pa proba samo eno dolžino manjiti,
pa jaz mislim, da ni čist nič narobe, da nekega minusa definitivno ne boste ampak da navte zdaj začeli vsi nove gonilke kupovati, da mislite, da jih morate, to lahko naredite takrat, ko boste na okolo kupovali, pa tudi če to čez 10 let, pač pa čez 10 let, pa se takrat voste s tem, kar imate. Ker jaz sem pa ne boste zaradi tega, ker naenkrat nekih 50 vatov dubel, ampak občutek na kolesu, predvsem mogoče zdaj pri meni, ki je najbolj čutim, je takrat, ko sem v tem oranka aero položaju, pa ko se preteguje, se mi zdi, da lepš delam kroge in to je mogoče ta glavno, vse ostalo. Jaz nam pozabila primera, ki ga je dal tale fitting Niko, ko smo bili na Rabcu na pripravah, je povedal, da je gledal test, kjer so delali in to je kar ena orang zadeva, orang raziskovalni center, kjer so postavili moškega pa žensko na kolo, kjer nista vedela, kakšne gonilke ima menjajo, na ključno random so imeli, vedno so ima nastavili zic na njuno dolžino, tako da nista mogla imeti nobenega feelinga, ima takej daljš, ima takej krajš. In ko so to delali, Madonna dva nista vedela, kjer gonilke imata, sta imela čisto enak performance, praktično nobene razlike v ničemer. Ko so jima pa delali, ko sta pa vedela, kakšno gonilko imata, da imata različno, sta pa imela in kadenco drugačno, in vate drugačne, in srčni utrip, tako da je bilo vse v glavi. Ja, in so hoteli pač dokazati, da je to bolj kot ne v glavi. In tudi, tako si rekel, ogromno je o temu že tudi raziskvanega in o temu povedanega in napisanega in mislim, da bomo vsi najdeli lahko na teh kanalih od tega, da bo nekdo rekel, da je noro imeti različno gonilko, pa da ful vpliva na neki na performance, do tega, da bomo na koncu prišli, da ni nobene bistvene razlike. Je pa res, da če imaš predolgo, definitivno ni v redu in tudi prej si lahko imel predolgo, ker že od nekdaj si mogel imeti nekaj primerno gonilko. Plus tega, da ne bi bilo tako, če visoke kadence vrtiš, naj bi se ti poznala ta krajša gonilka in tudi primerna bila, v primeru, da nisi navajen se pravi visokih kadenc voziti, da tudi mogoče voziš bolj na moč, da se tam pa sploh ne poznajo neke bistvene razlike. Jaz bom šla na krajšo in bi že zdavni šla, sam pač imam sem zafrkala, v bistvu, ko sem kupila tole opremo in šla na fitting šele po tistem, ko imam ta zadnji Dura-Ace, moram počakati, da pride neki novega ven in bom pol šla na krajšo. Na koliko pa še ne vem. Tukaj sem bolj hotel reči, da vse je zelo od občutka odvisano. In jaz tukaj govorim bolj v mojem občutku, kaj sem ugotovil, ko sem testiral določene stvari. Jaz zase že točno vem, da sem bolj počutila na krajši, ker mi je že fiter priporočil krajšo gonilko, to je prva stvar. Druga je pa, jaz pa res visoke kadence vrtim. Moja kadenca je pa 90, ne 85. In mislim, da mi bo se ful poznal v tem primeru. Ko tudi rečemo, pri širini krmila, ki vozimo. Jaz sem že od nekdaj bil na zelo oskem krmilu, čez ramena, mislim, da so me zmerali malo več kot 46, vozim pa konstantno 40, imel sem tudi 39 že in zdaj kleka imam 40 gor. Če bi si zdaj naročil, bi šel po vsej verjetnosti na 38, ker se bolj počutam na unmu krmilu. Jaz sem tudi na najožji, kar je bilo možen, na Y-omet in mi je noro. Povej, a imaš še ti kaj tazga, ki si za 2025, da ti je tako, da si se naučila, ali da si kaj testirala, ali da tako mogoče kaj, ki si bila prepričana v prejšnjih letih, pa se je zdaj v bistvu letos izkazalo, da je pa to bolj točen, kot tisti, ki si prej verjela, ne vem, ali je bilo kaj tazga letos. V bistvu veliko sva povedala se vmes, kaj imava novega, kaj imava spremenjenega, jaz si tako skozi podarjam, koliko se dobro počutim zdaj na tem kolesu, pa pustimo Y ali kdo, kako pa kaj, ampak res se dobro počutim, to je ena stvar, ampak mogoče pa največja stvar, ki sem pa jo dolg časa nasprotovala, pa je že Mersat imel zdavni, pa ti tudi, ste vozili 30 širino plaščev in jaz zelo dolg časa nisem hotela jih imeti in mislim, da je zdaj Y je ta prvi kolo, ko vam je zgor 30. Doprej sem vozila 28. In v bistvu, mislim, imela si že 30, kot tudi Archetype si imela že prej na dolgo. Ampak koliko sem jo imela? En mesec, dva, no. Ja, mislim, leto si začela voziti. Ja, ampak po turu,
ko so prišli ti Archetype, to je bil turom. prvi. Tako, to je bil prvič in to pa moram reči, da mi je bilo noro, fenomenalno. Prej nisem hotela iti kao, da nam imela prešroke, pa se nam mogla dosti hitro voziti, kao še vse ne boljše imeti osko, nekje v glavi sem imela, da mi je skozi poudaril ta obdobje, pa sem nekaj kurc te starčki se vozijo s temi širokimi, on je bo udoben, jaz hočem biti hitra. Ampak zdaj mi je to, mogoče, evo, to je bila največja sprememba, ker sem mi tudi jaz nekaj časa nasprotovala, kar nekaj časa in sem zdaj na širšem, plus tega, da sem zdaj celo spet pristala po 2-3 letih na Tublesu in mislim, da bom pa to zdaj kar ostala en čas. Da tudi zdaj trenutno drži mlek noter, ful se mi je dobro voziti. Ja, pa res imam pač to prednost, da je Mersat mehanik in da pač lahko mi zrihtati. Se ne rabiš ti zabaviti. Ja, je del iz tem, tudi dostakrat on pokomentira in pokrega stranke, ki pridejo in imajo noter nabit, se tudi tebi to pove, ker nabijajo noter celo goro mleka in ko on to dol sname, je noter več mleka, kot materijala, same gume in vsega in je pač tizga mleka starjenga noter ali pa še dodanga, ne, starjenga in dodanga in vsega in pol to noter klokota in tak in ne vem, kva vse počne. To je pač to je del. To je treba glih tako na toliko in toliko kilometrov, tudi če je plašč še cel, ga je treba dati dol, ga je treba upreti, nazaj gor pa na novo nafilati noter mlek. Ja. In ja, klej sem pri plaščih sem toliko, da nog domislil, da imam 30, jaz sem šel iz 30, sem šel iz 30 nazaj na 28. Ampak zdaj, ko bom pa te nove plašče vzel, bom šel spet na 30. Pa ne zaradi tega, ker se mi zdi, da so te pravoski, ampak kakorkoli sam, ne vem, jaz rad malo tako probavam, grem eno, drugo, čisto zaradi tega, da vidim pol po samo občutku, kako se mi zdi. Bom pa še definitivno ostal na zračencah, zato ker za razliko od Mersata sem jaz balun, ki je len, jaz kolo spucam v 2 minutah, namažem verigo in to je zame to. Pa tist, ki ga dam na orang servis, ga dam pa enkrat na let, če ne prodam kolesa prej in to je to. Do zdaj nisem imel nikoli nobenih težav s kolesi, karkoli, tako da ne vidim. Je pa res, da jaz sem tudi drugač pristaš zračnice, absolutno tudi, sploh če jo znaš zamenjati, je to najboljša stvar. Jaz je po pravici povedano ne znam, pač vse vem, kako deluje, teorijo poznam, zamenjala je nisem pa nikoli v življenju. Tako da zdaj mi je pa, mislim, da če ne bi res prav preklala tegale plašča, imam v torbici noter mlek in mi je Mersat pokazal, kaj narediti in to bi mi bilo veliko lažje tisti mlek čez ventilček not spraviti, pa nazaj gumo napumpati, kakor pa jo zamenjati. Dobro. Ja, veš kaj, jaz sem pa tudi hodila, ti si zanč meni vprašanja postavil, pa ne pa še ljudi od tebe kaj izvejo, pa sem jaz tudi tebi dosti podobna, kakor si jih ti meni, pa bi še jaz tvoje rada slišala. Jaz bi tudi rada od tebe, najprej bi slišala tebe rada, katero je tebi najlepše kolo v letu 2025. To nisi zanč pokomentiral, jaz sem ti pa nisi pokomentiral. Tu pizdar je. Najlepši. Če sem čist fair, od vseh koles, ki sem jih videl, pa bom zdaj mogoče udaril za nekoga mal mem, ampak od vseh teh, ki sem jih imel možnost sestaviti, pa vse, pa tudi, ko jih vidim na netu, ne, meni je ta moj, tako, ko je sestavljen, mi je pač, ja, ne morem, ker tega sem sestavil, ne vem, to je meni prej, ko je gospod prišel, pa sem ga gledal, ne vem, so se mi kar sline za cele sediti, tako da tam je res uživo, tisti, ki ste ga videli, tudi na Pogi Challenge-u jih je dosti ga tudi pohvalili, tako da meni je ta bike, če gledam, mi je top, ampak od vseh koles, ki sem jih pa na netu videl, meni osebno je ful všeč od Jerneja, ta rdeča dogma, samo da bi dal jaz črn trak gor. Tam je tako kolo, ki ga pogledaš, pa ki ga odblizu vidiš, je pornič, pač ta bike je meni hud za PP. Pa Specialized SL8, ene par jih je spimpanih v nulo in pač ja, to je res pač bike, ki ga pogledaš, se mi zdi, da je hiter in poravnam in v klanc gor, pač posod nisem ga še vozil, ampak
jaz mislim, da je... Ti bi lahko rogli rekel, naj ti enega malo posod. Ma ne, pri Specializdu meni jaz ne razumem. Jaz, če bi ga kupil, ne bom kolo vzel od Specializda balanco, da bo meni bike za 10 jurjev plus, pa da se kabelček tam spodi vid. To je meni tako ugabno leta 2025, da razumem kolo za 2 jurja 3, pa ti gledajo kabli, ni panike. To nam že zdaj že ponavlja letos 10. Ja, valjda, če pa pizdarija mi ni, res ne razumem, no. To, ne vem, kva te Američani glupi razmišljajo, ampak da daš, pa sploh stranke, ki to kupijo, daš ti za kolo 10 jurjev plus. Jaz bi hotel imeti drugo balanco gor. Jaz ne dam od Specializda balance gor, ni šans. So zdajle kopije, ki pašejo gor, ki gre tip-top gor, se super pele, ne dam od Specializda balance gor na SL8, pa ni šans. Ni bleh. Kaj pa prebori imajo gor od Specializda? Ja, to, pa ki si videl, no, ki vidiš ta kolo v živo. Jaz sem šel glih takrat, kaj ta nova dogma vam prišla, pa je imel glih rogla, ne, mislim, da njegov testen kolo kle v Sloveniji, ki so ga tam na servisu in so ga imeli malo razstavljanga, ne. Pač to je tako, da bi eno skropucalo nedokončan izdelek dal zraven fucking največje umetnine na svetu. Dogma F8, no, Dogma F, pa SL8, ki je v živo, ki vidiš. Če se odločiš za SL8, ko si mal posebne sorte, no. Pač ne morem drugače reči, ampak če vidiš ta dva kolesa side by side, jaz mislim, da ga za isto ceno... No, v glavnem Dogma F je kar se tiče izgleda in tudi Mersat, ki kolesa kle sestavlja, pa jih je že kar velik sestavil. Prav, da to je še vedno točno to. To je umetnost, je rekel, to je pa kolo in vse pa še vedno skupaj in nikoli nobenega problema z ničemer, vsi kabli tečejo čez. Res, on ima te dogme sestavljene takole. Ne, pa sej za večino bo rekla, da koles danes, če ni glih nek fake, meni, saj kukor se jaz z Mercedom pogovarjam, vsi grejo relativno v redu. Grejo, ampak prav, da res da tako, ka pa spinareli, pa to pa res, da še en nivo višino. Tudi Kolnagota mojega je poplul ful, da, kar se tiče tega. Ja, sem to zaradi sprednjega konca, kaj je tako poseben narejen. Ja, pa cel, vse skupaj, pa sedežna, pa vse skupino. So določene stvari, ki so, ampak ja, ne vem, evo, že za še en kolo, še BMC Team Machiner, pač to je tudi bike, ki sem ga imel. Če si tekmovalc, pa hočeš imeti res race bike, je pač bike, je to. Sam pri sebi, meni je preveč agresiven. Pa so mi ful všeč agresivni bike, ampak bike je za moje pojme, za normalnega rekreativca, ga jaz pač ne bi hotel imeti. Sem imel tudi kleži gospoda, ki ga je zamenil, pa je šel na Dogmo. To jih ima Tudor še zdaj, a ne? Ima še Tudor. No, tako da, evo. Ampak ja, moj je trenuten, je to. No, pa tvoj najljubši dogodek, na katerem si bil? Je Pogi. Tako so, isti, to si že rekel, ja. Se mi zdi, da vse ostalo, kukar so se vsi trudili, ampak tam gor se mi zdi, da je na redu, poleg tega, da je bil pač tedaj gor, pa smo vsi tako gledali, kaj tist red, ne le največja zvezda trenutno v kolesarstvu, ampak se mi zdi, da je to, da so povezali dogodek še s koncertom, da je bil tudi na taki lokaciji, da niti noben pač mogoče ni mogel iti takoj dol, pa so vsi čakali še malo, ne, in kaj je bilo to kolesarjev na kupu, pač se mi zdi, da jim je dogodek res ratu in tam... No, evo. Vsi, Pogi challenge, mi dva drug let pridava. Ja. Na najn challenge. Ja. No, kaj si pa ti najbolj zapomnil iz dirkanja, iz tega, se pravi, od kjer je dirke, se pravi, kako sem bil za en kurac na Franji. Ma ne, iz Pro Toura. Dobro, to Franjo pust, pozabi. Milan San Remo, ki sem po moje pogledu zaključek že več kot 10krat, zadnjih 40 dobrih kilometrov. Tam pač, ja, tako, ko se je šlo tam v smrt, pa šprinte, pa ne vem kva vse, Pagana, da je pol pršel nazaj, pa je bil drugi na konc, ko hiter je Van der Poel začel šprint, pa da ga nista mogla iza veterja pridati. Koliko se je Pogačar trudil, pa mu je že ratal malo ujiti, pa pol ni imel še unga kančka, da bi ušel. Kaj misliš, da bo letos?
Sem drug let. Ma ne vem, meni sam, če bo tako napet, kaj to meni je vse. Jaz bi itak prvo šel bi Pogačarju, da zmaga, ampak Ja, samo drugače boš pa... mogel drugače zmagati, ne tako. Ma ni nujno, se tam je sam... Tako Kamoho bo mogel nekaj narediti. Ma ne, tako Kamoho ne more, ker nima te tehnike tako dobre, ne spušča se on tako dober. Pač ne gre, ne vem, kako naj rečem. Ja, se te razumem, Kamoho gre res na glavo. Ne vidim njega, da bi mu lahko ratal pri spustu pridobiti, zato ker unika so zadnji, so za moje pojme se vsi bolj spuščajo kot on. In ne vidim, da bi on lahko na spustu, on tudi če ima na spustu 5 sekund fore, ga ne vidim, da bi teh 5 sekund lahko zadržal do cilja. Ja, se tam je še pol to kravnine. Tako da si ne predstavljam, kako on po moje največjo šanso ima, tako kot je imel lan, da v šprint pride, pa da je v šprintu najmočnejši. Kada bo solo prišel na Milan-San Remu, vsaka čast. Če to doživimo, da mu rata... Ja, jaz itak, to si vsi želimo, mislim, da za drug let tale San Remo pa Rubije. Ja. Ne, po mojem ima na Rubeju skoraj ne več šanse, da pride solo, kukar pa ja, jaz na Milan-San Remu. Ja, to tudi jaz mislim, to sigurno. Pa najbrž še kdo drug tudi. Kukarkoli, definitivno bojo to derke, ki bo zelo zanimive. Tako da ja, definitivno mi pa ja ta Milan-San Remo, pol ta druga je bila pa po moje Flandrija, pa tudi bolj še zaradi tega, koliko je pol v njih v odzadju, ko so pol v njih vse številke prišle ven, pa tako, ja, kakšne so se tam res vati kako je vozil, ne, pa ja, da se v bistvu videl, da Pogačar niti ne voz na to, da gre na konc najboljš, ampak njemu največ energije ostane, da gre še zmeraj lahko približe k temu, tudi če greš slabš, greš še najbližji svoji najboljši predstavi, medtem ko drugi vsi usahnajo. Ne? In to mi je mogoče najbolj ostalo v spominu, da so, mislim, da na ta zadnji klanc, ki jim je všel, so šli, zdaj da če se motim, ne mi zameriti, mislim, da je šel 13 ali 12 sekund počasnejš, kot so šli prejšnji krog, pa so ga prejšnji krog 4 držali, zadnji krog se je pa on solo odpeljal. Pa je šel 13 ali koliko sekund počasnejš. Tukaj je on več ja, tako da, se boljš, ne vem, ima pač to sposobnost boljšo. Da, evo, to je to. To je to. No, Bobby, pa koliko si naredil kilometrov? 10.500. Ja, priden. A si jih že imel, da je toliko? Ne. Nikoli? Ne. Kar si na svetu, ne? V enem letu. S tem, da sem zaključil, kdaj že, začet decembra. Ja, ti si že pač nisem bil na kolesu. Pa tudi nisi začel prav že zgodaj. Takrat sem jih lovil, tako še cel december, da sem prišel do 10.000. Prav sem se silil, da grem. Letos mi je bilo tako, zdaj bi se vozil, če ne bi bil bolan, bi šel na vsak ta izlet na Primorsk, ok, če ne bi imel tam male, tako da bi jih zih naredil. Po moje bi prišel do 11.000. Zdaj imam, mislim, da glih 11.500, kle nekje. No, moram na Stravo pogledati. 10.500. No, 10.500. Tako da... No, sej, a boš drug let naredil več? Pa... bomo videli januarja. Pa še, a si zadovoljen iz letošnjo sezono? Mislim, glede na to, že glih iz teh kilometrov lahko naprej razvijem. Verjetno si. Ja. Razen pa s Franjo prav, da nisi zadovoljen. Pa ja, sem samo sabotažo imel, zato ker sem vedel, da sem slab in da nisem zmožen tako odpeljati, kot sem bil takrat, ko sem bil res dobro pripravljen. Pa pustimo, s kom bi se v cilj pripeljal, ampak že sam pri sebi sem vedel, da nisem dosti dober in pol sem kar rekel, da bom jaz zadnji štartu, se bom ujel uneta prve in če bi bil pripravljen top, vem, da bi se zmenil, pa bi štartal v prvem boksu. In zdaj boš to spremenil v naslednji sezoni? Pa načeloma mi je, če sem čist fair, veš, zato sem glih včeraj razmišljal, sem bil v fitnessu in da mi trenuten mi ful več pomeni, kako se sam počutam, pa kako sam zgledam in sem imel letos mogoče malo preveč, sem gledal bolj na to, koliko bo letel, koliko uno na rundah, tisti red. Aha, zdaj boš pa tukaj drugače? Pa ne, se še vedno meni je top, da se furamo, pa tako, da klepol na koncu počeblamo, koliko je kdo pretegnil, pa to
pač, če ne moreš držati, ne moreš biti v tem pogovoru. Ne? Tako da še vedno hočem biti na naši vaški rundi pač v tem pogovoru, ampak definitivno sem pa tudi dost bom bil več v fitnessu, ker rečemo letos nisem bil. Tako da po moje tudi kilometrov bo že zaradi tega bo manj. Ampak če pridem tam nekih 7,000, pa bom že zelo vesel. Ampak 7,000, če sem hotel dobro res na Franji pelat, pol bo kilometrov mogel biti že do Franje tam 5 do 6 tisoč. Ma ne rabiš jih toliko do Franje, kvaj sta. Mislim, pri meni, tako ko se jaz lotam treninga, pa tako da jaz pridem v formo, rabam imeti 5 do 6 tisoč vsaj do Franje. Ker to ni toliko veliko. Začneš marc, april, maj, 3 meseci, ki jih delaš 1500 na mesec, pa do marca iz jih narediš jurja, se pravi si 5,5. Ni to tako, da rečeva, da je to ful velik, to ni toliko velik. Pač za kolesarje, ki se dejansko, da se nekako pele. Ne vem, koliko sem jih smela do Franje, to pa res ne vem. Ja. Tako da meni se to ni tako, na hiter se zdi velika številka, ampak ko pomisliš pa ni. No in pol malo pauze, pa da se pripravaš na kvaj ta letap. Je spet 2,500 kilometrov, pa smo pol že na koliko 8, pa če še Pogi Challenge, pa dava še hiter še Jurija plus, pa si že na 9, se pravi, če se bom hotel dobro pelati celo sezono, mi 10,000 jih narediš tako. Ja, za nekaj, da bi imeli drug let, bi rada imela še malo več takih izletov, ki je bil, ko smo šli na Alpe. Pa pol tudi Mangart pa Vršiča ne smo odpeljali, ampak da bi probali več takih izletov, imeti daljših ob sobotah, pa bomo naredili nekako, verjetno mogli pol narediti na 2 dela, da bo vsem tudi še kakšen krajši, no. Tako da nekaj. Ma ne, ali za pa moje enega na pojme mesec, recimo, da bi imeli dolgega, pa 2 mogoče krajša varianto, no. Tako da... Sej čuden je bilo glih na uni, to, ko smo šli na Črn vrh, pa tam zadnji bi bilo isto dobra 100, pa ni bila lahka trasa, pa se nas je takrat nabrali 40. A veš, ko smo šli še na Naceta, pa dol, pa nas je bilo 3 skupine po dobrih 10. Ja, takrat smo tudi kar naredili. Ja, tako da, pač sej, zdaj že vsi, ki hodijo na runde, se mi zdi, da že dobro vejo, kako se peljemo. Ma ne, pa izleti se mi zdi, da niso nikoli bili hudi. Takrat, ko se pa ve, da se pa kdo hoče prtakvati, se jih pa 10 ziher najde, ki se v prvi skupini furajo, pa naj pač grejo naprej in je to. Tako da jaz mislim, da še benga nismo načeloma zadnji pustili, razen tisti, ki res pač, ne vem, če greš enkrat na teden na kolo, ali pa še da si že tako, malo bolj šloh. Imamo, ki nič ne grejo, zdajle tudi je prišel na kolo eden, ki 2 meseca ni bil na kolesu in je jasno fajn trpel. Tako da... Pa se mi zdi, da ljudje že sami pri sebi vejo. Tisti, ki se pa vsaj malo vozijo, mislim, vsak pride sem na rundo, v 3. skupini se lahko vsak prpela okrog. Ja, točno to. Tako da, če pride na rundo, pa izlet je pa pač samo več kilometrov in je to. Je to. Kaj je to kozi? Ok, sončki, tale je za zadnji podcast smo naredila še najdaljši podcast v letošnjem letu, oziroma kolesarski čvek. Tako da hvala, ki ste spremljali. Meni je že eden komentiral tudi na zadnji vlog, da ne bi bila sinhronizacija tudi v angleški jezik in zdaj se ukvarjam s tem, da bi lahko vse snemal naslednje let v slovenskem jeziku, pa da bi pol sam naredil v angleški jezik kot nek, temu se reče dub, ne vem, kako se točno reče v slovenščini. Da v zadju govori, verjeta, ne? Ne, da bi v bistvu spredi govoril jaz po slovenska, ne, ampak da bi bil takoj v angleščini. Sam je fora, da trenutno še ne obstaja programa, ki bi to za 400 ali pa XY minut na mesec naredil, tako da pa te programi noben ni spet glih sam 5 evrov na mesec in bom videl, kaj se bo zdaj v angleščini snemal, kaj v slovenščini. V angleščini pa zaradi tega, ker mi kar neki robe prodamo v tujino in predvsem sestave teh koles, obročev itd.
še zmer je tudi zelo velik cilj, je tujina, tako da, ja. In pol moramo v angleškem jeziku delati, ker letos je kar neki strank me je tudi kontaktirali in so kar malo razočarani bili, da ni nič v angleščini, ker se je tudi manj reviewjev delali itd. V angleškem jeziku. No. Tako da, ja. Če pa ni prodaje, pa ne moram jaz tega delati, ne? Tako da moramo tudi malo še za tuj. Tako da upam, da nov te zamerali. No. Ja. To je to. Zdajle se bo začela akcija za obroče, dodate jih samo v košarico, pa imate orang popust, tako da vsi, ki iščete nek upgrade, pri obročih se najbolj pozna, tako da, evo, če ne, pa imate tudi še ta vprašalnik na naši spletni strani, pa vam jaz pol odgovorim v roku enega dneva, pa boste videli, tako da, ja, to je to. Imaš ti še kaj? Jaz bi pa sam voščila. Ja, no. A ja, se reč srečen, jem to pol. Ja, zdaj glede na to, da je zadnji podcast letos, bi vsem voščila srečno novo leto. Jaz pravim, vedno sem srečna, ker meni je tako. Če si srečen, pomeni, da imaš in zdravje in da si zadovoljen in da se ti dogaja, da ti je lepo v življenju. Tako da tisti, ki kolesarite, ki ste kolesarji, ki naj jo spremljate, vam želim čim več lepih pa varnih kilometrov v naslednjem letu. Upam, da jih boste veliko naredili tudi z nama. Vsi ste vedno povabljeni na naše runde, na naše izlete. Če vas karkoli zanima, se lahko piše na vsa razna omrežja, ki jih imamo, od Approved Cyclinga do Velobara. Tako da jaz vam vsem res pač želim, da lepo preživite še do konca leta, malo še požurate, pa začnemo se, veste kako prvega, pa nam več jedu, pa pil, pa sam še kolesaru. Tako da to. Klej bi se pač glih zdaj, ker sem na tem mestu se tu zahvalila Anžetu, ki me prenaša, ki me klele gleda, pa mislim, da mu ni to hudo, kakor on govori, da je, ker mi dva se imava drugače ful lepo, kadar on ne snema in se ful lepo pogovarjava lahko, ampak tako da ja, nisva vedno skregana. Tako da že hvala, ki me prenašaš, tudi tebi želim pa vsem tvojim srečno novo leto, pa da bova drug let še boljša, kot sva bila letos v vseh stvarih. Pa tudi hvala, ki me pač podpiraš pri vseh teh mojih podvigih, ki jih imam, čeprav me zbadaš, ampak vem, da si na koncu tudi ti ponosa name in v bistvu podpiraš me ti tudi malo materialno v končni fazi, da imam lepe drese, da imam lepo čelado in da tudi dobro izgledam na vseh teh dirkah ali pa vseh, kjer se česar se udeležim. Tako da, ja, pa so pa kle še fantje iz Human Performance Centra, ki jih ne smem pozabiti, ki me sploh spodbujajo k vsemu temu, čeprav me je že v to uvalil, ampak na koncu me pač oba Blaža podpirata in sta vedno mi stojita ob strani in poskušata, da je meni čim lažji z vsemi temi treningi. Tako da, ja. Petra ima daljša zahvala, ko unka na Oskarju se zahvaljuje. Ja, jaz moram povedati vse te zahvale, ne, zato ker pač jaz sem res vesela, da imam pač te fante pa vse. Si slišala, še ena raziskava je zdaj prišla ven, da unika seksajo vsaj 7-krat na teden, da se jim prenos kisika do krvi toliko poveča, da dosegajo ful boljše rezultate. Zakaj pa mislim, da imaš to dobre rezultate? Ne vem, zakaj mi je vse tako zmatran. Ja, to ti sam sebi dopovej, ker vidiš, da si čisto v kurcu. Ja, sej, jaz prosim, že to je treba najdati eno punco. Jaz ne vem, če sem že bil kdaj v tako slabi formi. Ne, jaz te tazgale še nisem videla. Malo smeha za na konc. Sončki, uživite, se vidimo po novem letu. Srečnega, pozdravga. Čau. Čau.